No, tale Mustang je precej drugačen od tistega izpred 50 let. Predvsem pa je ob imenu druga oznaka. Namesto enke je dodana črka E. In ta seveda označuje elektriko. Prepoznavno izstopajo dolg pokrov motorja, agresivni žarometi in značilne tridelne zadnje luči. Vse skupaj pa je začinjeno z elegantno in aerodinamično karoserijsko linijo. V notranjosti bolj kot preproste linije in odlični sedeži izstopata dva ekrana. Prvi z velikostjo 10,2 palca nadomešča klasične avtomobilske merilnike. Drugi z velikostjo kar 39 cm pa je osrčje avtomobila. Prek njega upravljamo praktično s celotnim avtomobilom, izstopa pa komunikacijsko-zabavni sistem Sync nove generacije, za katerega pri Fordu pravijo, da je daleč najboljši doslej in kar dvakrat hitrejši od predhodnika. Tudi v času testa brezhibnem delovanju bo sistem spremljal voznikove navade in uporabo ter se samodejno učil in prilagajal. Sodelovanje pametnega telefona in avtomobila je nadgrajeno do te mere, da sta Apple CarPlay in Android Auto združljiva brezžično. A bolj kot to izstopa dejstvo, da bo kupec lahko pametni telefon uporabljal tudi za odklepanje avtomobila in zagon elektromotorja. In če se izprazni baterija telefona, avto bo mogoče odkleniti tudi s posebno kodo prek tipkovnice vgrajene v B stebriček avtomobila. Izstopata seveda še dva prtljažnika. Klasični zadnji ponuja v osnovi 402 litra prtljažne prostornine, ki jo lahko z laganjem naslonjal zadnjih sedežev povečamo na 1420 litrov. Ker pa Mustang Mach-E nima klasičnega motorja, je spredaj še en 80-litrski prtljažnik, ki ga lahko uporabljamo tudi za bolj umazane stvari, saj ga lahko enostavno speremo in otočimo vodo ali umazanijo. Kupci Forda Mustanga Mach-E bodo lahko izbirali med zadnjim ali štirikolesnim pogonom ter med dvema baterijama. Osnovna bo ponujala kapaciteto 68 kWh. Podaljšani doseg pa bo zagotavljala baterija z neto kapaciteto 88 kWh. In poraba električne energije na našem nornem krogu smo za 100 prevoženih kilometrov porabili 16 kW električne energije, kar pomeni, da bi ob enaki vožnji s povsem polno baterijo prevozili 550 km. Baterije se od 10 do 80% na hišni polnilnici z močjo 11 kW napolnijo v približno 6 urah. Če pa polnimo na hitri polnilnici z močjo do 150 kW, pa zadošča 10 minut polnjenja za dobrih 100 km vožnje. Je pa seveda res, da je tako kot pri vseh električnih avtomobilih, tudi pri Mustangu Mach-E veliko čejev. Če imate hišo ali stanovanje z lastno polnilnico, če vam pomaga dobra infrastruktura tam, kjer upravljate večino poti, in če premorete nekaj znanja oziroma prilagajanja električni vožnji, čejev ni več. Ste pravi kandidat za električni avto, ki je zdaj lahko tudi v obliki avtomobilske ikone, torej Mustanga.